Ja, tema je več kot aktualna, to je jasno. Ne gre sicer samo za ekonomsko in pa finančno krizo. Če bi šlo zgolj za to, potem bi verjetno bil izhod lažji. Gre tudi za kar globoko socialno in pa tudi politično krizo. Se mi zdi, da na koncu vedno pride politična kriza in takrat, ki se kaže pač v tem, da ljudje manj zaupajo temeljnim inštitucijam, praktično vsem, najbolj pa tistim, katere bi morali imeti inštitucije, to so inštitucije demokracije, pravne države. Ampak v krizi je pač tako, da ljudje močno zgubijo zaupanje in tukaj se lahko rojeva na teh tleh marsikaj novega, včasih tudi kaj nepredvidljivega ali pa celo nevarnega. Ena velika izkušnja, običajno primerjamo krizo s konc 20. in začetka 30. let sedanjo. Tista izkušnja nam je pripeljala razne totalitarizme in avtoritarne sisteme, zato ker so omenili, da na podlagi trga se družbe pač ne da voditi in upravljati. Ampak jaz mislim, da je danes evropska družba veliko bolj pripravljena, ima vrsto mehanizmov za reševanje raznih kriz in jaz sem prepričan, da bo našla dovolj moči, da bo tudi politično krizo premagala. Tudi na ravni Evropske unije imamo določeno politično krizo, kada govorimo o nesodelovanju med vrhovi posameznih evropskih inštitucij, včasih se kaže tudi rivalstvo in mišice med njimi. Dostikrat govorimo tudi o pomanjkanju demokracije, tudi na ravni Evropske unije in če hočemo recimo utrditi najprej evropske inštitucije, utrditi zaupanje v njih, bomo morali odpraviti demokratični deficit, ki se kaže recimo pri imenovanju predsednika sveta Evropske unije. Kdo ve, kako je bil imenovan? Nobeden, pa tudi pri drugih pomanjkljivosti. Skratka, Evropska unija čaka inštitucionalna reforma in znamenite govor, predsednika Evropske komisije, pana Emanuela Barrosa, je bilo nakazana ta smer. On je govoril o novi Evropi, morda bi bilo primerno, če bi predsednik sveta govoril o tem, vendar je predsednik Evropske komisije si je vzel to pristojnost, da je nakazal neko smer razvoja oziroma kam bi katero smer bi se Evropska unija razvijala v prihodnosti, da bi postala tudi politično bolj čvrsta skupnost. Zato, ker se smatra, da če je politično čvrsta skupnost, učinkovita, stabilna, potem lažje upravlja oziroma ureja tudi ostale politike. Barroso je govoril o tako imenovani demokratični federaciji nacionalnih držav. Demokratična federacija nacionalnih držav. Morda se komu ta besedna zveza zdi malo smešna ali pa nekonsistentna, ampak vendarle se vidi, da je poskušal Barroso najti nek kompromis med dvema prevladujočima metodama, na katerima temelji Evropska unija. Na eni strani medvladna metoda, kjer so glavni akteri države, vlade držav članic, na drugi strani pa skupnostna metoda, kjer Evropska unija črpa svojo moč iz lastne zakonodaje in lastnega načina odločanja. Torej, tukaj vmes bo treba najti neki kompromis, neko ravnotežje. Če bi mi šli popolnoma v eno skrajnost, in tega se Barroso očitno zaveda, in bi pozabil na nacionalne države in bi naredil neko supradržavo v stilu Združenih držav Evrope, v stilu Združenih držav Amerike, potem bi zagotovo začela ta naša skupnost razpadati po šivih. Mi smo malo manj mladi, se spomnimo ene take izkušnje. Po drugi strani pa tudi medvladna metoda sama ne prinaša rešitev. Zato je več Evrope kar primeren izraz ali pa izhod iz krize, vendar ne pretirano preveč, ne pretirana unifikacija in ne pretirana regulacija Brusla. Zato, ker bo to ne bo sprejeto niti med državljani Evropske unije, niti med posameznimi nacionalnimi državami. Ljudje si želijo, da bi njihove države še naprej bile suverene, same odločale, kajti primarna identifikacija istovetnost ljudi je vendarle z nacionalno državo. Jaz večkrat pravim, vsak človek ima vrsto identitet, ne od lastne, družinske, lokalne, vaške, regionalne, nacionalne, nadnacionalne, evropske, kozmopolitske in tako naprej. Ampak vendarle, kadar govorimo o sistemu, o skupnosti ljudi,
sta nacionalna in pa evropska nadnacionalna ključni in pomembni. Tu okrog se vrti vse okrog teh dveh identitet. Zato ne sme biti nobena poudarjena na račun druge. Zdaj pa verjamemo, recimo, da se bo Evropa gibala v pravi politični smeri, da bo našla prave odgovore na izzive in da se bo politično primerno reformirala. Vmes, v tem času, zato bodo potrebne tudi ustavne spremembe na evropski ravni. Do takrat pa seveda potekajo še drugi procesi na področju fiskalne politike, pri monetarni politiki. Veste, kako je, nimajo vse države evra, nimamo skupnega denarja, ampak vendarle bančna unija, ki jo je prav tako predlagal Barroso zadnji teden na tem svojem poročilu o stanju v Evropi, ko je napovedal bančno unijo, napoveduje kar velike spremembe. Morda bi bilo za Slovenijo, odkrito rečem, kar dobro, ki že to predlagali ali povedali pred 20 leti. Takrat, ko smo prvič davkoplačevalci sanirali Novo Ljubljansko banko, jaz se spomnim še enega izleta z dr. Pučnikom na Dolenjsko, so šla za volitve leta 92 in takrat je gruntal, kaj narediti, ali gremo v sanacijo, ki sledila leto kasneje, ali ne. In rekel, dobro, za prvič naj bo, banko je treba sanirati, dokapitalizirati, da bo likvidna, da bo normalno delovala, potem pa naj živi svoje življenje. No, pa ni živela svoje življenje. Zelo pogosto smo dokapitalizirali z našim davkoplačevalskim denarjem. Moram priznati tudi v času naše vlade 2004-2008. No, zdaj ta nadzor, ki bo skupen, evropski, ki ga bo izvajala Evropska centralna banka, bo zagotovo dobrodošel in bo pomagal zlasti našim majhnim, ranljivim skupnostnim državam, zlasti tistim v tranziciji, da bodo modernizirali svoje bančne sisteme, da bodo bolj odprti, da bodo lahko igrali po resnih pravilih igre, ki da si tak zavezujejo že pakt stabilnosti, ampak vendarle ne. Jaz mislim, da nam glavni problem konkurenčnosti slovenske države v svetu povzroča nekonkurenčen bančni sistem. In sedanje kriza je naplavila vse te težave, vključno z bankami. Mi smo v preteklosti sprejemali tudi nekatere druge zakonodaje, znanih takih 6 zakonov, ki so poskušali urejati fiskalno politiko, uravnovešeno fiskalno politiko. Znan je tudi evropski semester, ki prav tako omogoča recimo bruselskih inšpekcijam, da pridejo pogledati nastajanje proračunskih dokumentov, torej že v fazi nastajanja, da imajo že pristojnosti, da ima Bruselj pristojnosti vpogleda v nastajanje proračuna še prednje sprejet. Ne takrat, ko je že sprejet, ko je že praktično konec. Skratka, Bruselj si je prevzel kar veliko pristojnosti na področju fiskalne in tudi monetarne politike, kot vidimo. In to je dobro. Jaz mislim, da je to dobro, zlasti za tiste države, ki so v tranziciji in ki so se premalo same modernizirali v tem času in to velja tudi za Slovenijo. Jaz prav tako mislim, kot je naš uvodničar, dr. Avbelj, da je kriza lahko tudi izziv, priložnost, da Slovenija modernizira še tiste podsisteme, gospodarske, finančne, ekonomske in tako naprej, mislim, ki jih doslej še ni. Zato je lahko to tudi priložnost. Vključno z samo strukturo gospodarstva. Jaz večkrat tako bolj zašalo, pa niti ne toliko zašalo, kot zares rečem, da smo v preteklih letih in desetletjih imeli nek kombinatni sistem gospodarstva. Evropa temelji na filozofiji srednjih in malih podjetij. 2/3 bruto domačega proizvoda naredijo, ustvarijo mala in srednja podjetja, zlasti v srednjem evropskem prostoru, je zelo pomembno, da poskušamo živeti v skladu z nekimi zahtevami in pričakovanji, ki jih ima neko okolje, tudi kulturno okolje. In to je tak tip gospodarstva. Mi pa smo gradili tudi za slovenske razmere velike gigante, ki so tako vrste propadali in seveda dolgo smo izdrževali s kisikom, davkoplačevalskim denarjem, pa na koncu so slave vseeno propadle. Ampak na tem pogorišču mora zrasti nova podjetja, tudi mala podjetja, taka, ki bodo iskali niše v
v razvoju. Jaz sem prepričan, da Slovenci premoramo podjetniškega duha, rekli iz tega tudi zdravega kapitalističnega duha, da najdejo niše in da začnejo proizvajati stvari in pa storitve, ki jih družba potrebuje in trg. In jaz mislim, da rabimo mnoštvo malih, mehkih ali pa srednjih gazelic na področju gospodarstva, da bomo lahko konkurenčni in da bomo imeli zdravo gospodarsko strukturo. Nažalost je čas teh velikih kombinatov, pa ne mislim samo na področju kmetijstva, ampak nasploh v gospodarstvu mimo. No, morda toliko za enkrat. Poleg gospodarskega in političnega sistema je pomemben tudi socialni sistem. Kot veste, je vlada predlagala tudi reformo trga dela, ki je prav tako nekak korak v skladu z ostalimi reformami na področju gospodarstva.